Mariboru je že vse pripravljeno za nedeljsko proslavo naslova s podelitvijo pokala, namenjenega novemu oziroma staremu prvaku. Vmes pa je ekipa v Velenju opravila še zadnje prvenstveno gostovanje v letošnji sezoni. Pred začetnim sodniškim žvižgom so domači navijači športno čestitali za naslov prvaka in v imenu NK Rudarja je kapetan Rusmin Dedić mariborskemu kapetanu Markusu Tavaresu izročil priložnostno darilo. Na igrišču pa brez popuščanja. Prvi napad so izpeljali Velenjčani. Z leve strani je podal Firer, toda Eterović z glavo ni natančno zadel žoge. Najzanimivejši trenutki prvega polčasa med 17. in 20. minuto z dvema zaporednima zadetkoma. Najprej veselje na mariborski strani. Med spretno akcijo je Viler podal do Ibrahimija, ki je takoj spravil žogo proti Tavaresu, kapetan je skušal priti do udarca prej kot Dedić in žoga je ob njunem dvoboju spremenila smer ter končala v desnem kotu. Velenjčani so se hitro oddolžili z izenačenjem, uspela jim je odlična akcija kratkih podaj po izvajanju prostega strela in za učinkovito potrditev kombinatornosti je poskrbel Kašnik. S tem tudi dodatna energija za domačo ekipo, ki je nato nanizala več nevarnejših akcij. O poskusu Rotmana z razdalje mu je namero preprečil Handanović. Pri naslednjem poskusu je Bratanović žogo poslal v stranski del mreže, pred odhodom na odmor pa je zapretil še Firer. Boljšo igro so velenjski nogometaši potrdili v drugem polčasu in prvič po 20. aprilu se je mariborska četa vrnila z gostovanja brez točk. Vrata do zmage so si gostitelji odprli v 55. minuti, za 2:1 je zadel z udarcem po tleh iz obrata Firer. Prav Firer je bil tudi avtor naslednje akcije in po predložku s kota zadel vratnico. Ob selitvi dogajanja pred domača vrata pa aktivnejši odziv prvakov, a je velenjski vratar preprečil izenačenje. Najprej, ko se je po kotu žoga odbila do Arhusa, ki ni uspel premagati Rozmana. Poraženec dvoboja z vratarjem je ostal tudi Milec po prostem strelu. In namesto izenačenja 3:1. Firer tokrat v vlogi podajalca, žoga čez kazenski prostor do Eterovića, ki jo je z glavo usmeril na želeno mesto. V sodniškem podaljšku še zadnja poskusa za zmanjšanje rezultata, toda Berić in Ibrahimi nista dosegla namena. Rozman znova zmagovalec obeh dvobojev. Ko zgubiš, nikoli ne more biti dobro. Jaz mislim, da smo tekmo začeli dobro, to smo tudi povedali. Smo igrali kombinatorno v sredini, smo si ustvarili priložnosti, pa v drugi polčas smo začeli slabo, smo dobili zadetke in nikako ne more biti drugi polčas dober. Verjamemo pa, da zadnje gostovanje v sezoni in slab rezultat ne bosta vplivala na zaključek. To nedeljo ob 5:30 se dobimo v Ljudskem vrtu na podelitvi pokala šampionom sezone 2012-2013. Prvenstvo moramo zaključiti zmago. To je moja velika želja, da se zadnja tekma v prvenstvu zmaga. Vse bomo naredili, da bi tako bilo. Da potem skupaj dvignemo pokal in se v miru pripravimo za pokalno finale.